Sem peta generacija kmetije Deadami. Letos obeležujemo 100 let naše tradicije, od prve trte do danes, do 35.000 trt, tako da imamo že širok spekter vsega znanja in vrednot, ki so nam položili naši predniki v zibelko. Živjo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljeni naše ljubitelice in ljubitelji podcasta, tokrat v vaši družbi prvič v video obliki. Ob meni je mlad, radoveden in ambiciozen 19-letni Jakob, ki izhaja iz vinogradniške družine Slejko, kjer so pred več kot 100 leti zasadili prvo trto, danes pa obdelujejo več kot 35.000 trsov. Družina Slejko živi in dela v naselju Zalošče v mestni občini Nova Gorica. Jakob, lepo pozdravljen. Živijo. Jakob je dijak 4. letnika programa Kmetijsko-podjetniški tehnik na Biotehniški šoli v Šempetru, ki bo predvidoma oktobra postal študent Biotehniške fakultete. Pred kratkim je ustvaril spletno platformo Agrovizija, je član upravnega odbora Društva podeželske mladine Primorska, plesalec v folklornem društvu in še marsikaj, kar bomo izvedeli v naslednjih minutah. Pogovor poteka v vinski kleti v njihovi degustacijski sobi. Jakob, naj bo za začetek dovolj tega opisa, pa če nam poveš in predstaviš vašo vinogradniško kmetijo, vašo družino. Tule je kar pestro, v lepem okolju smo. V vaši družini živite tako medgeneracijsko, ste zelo povezani, drugače pravzaprav ne gre, kaj ne? Tako je. V bistvu kmetijstvo itak mora voditi več generacij. To v bistvu se predaje in tako živimo v hiši v bistvu v 8. Z nono tam nono in tudi brat živi doma. Drugače pa je v bistvu težko, priznam, da je včasih težko biti toliko ljudi na kupu. V bistvu imamo skupno dvorišče tudi z bratranci, tako da nas je 13 na enem dvorišču, ampak je pa lepo to, da si znamo pomagati, da sodelujemo, da nismo nič skregani, da v bistvu da smo tam eden za drugega. Tudi, naprimer, jaz sam pravim, da nismo popolna družina, nismo složna, smo pa družina, ki v času krize zna stopiti skupaj in zna v bistvu med sabo sodelovati. Mislim, da je to najpomembnejše. In sem v bistvu, če gledam na dolgi rok, sem vesel, da smo v bistvu ena velika družina skupaj. Drugače se pa ukvarjamo z vinogradništvom, to je naša primarna dejavnost. Drugače imamo še breskve, veliko sadik in seveda je tata več ali manj zdaj prevzel vinograde, tako da je nono tudi nekaj zmanjkalo in se je zmislil naprimer še pomidore, paradižnike, redič. Tako da imamo širok spekter vsega, tudi različne marelice, da smo dejavni na različnih področjih. Drugače je moj nono bil tudi ustanovitelj prve privat zadruge v bivši Jugoslaviji, da je že on začel s to večjo tradicijo, da se je naše vinogradništvo povečalo, res na nek zelo visok nivo. Naprej smo bili prisotni takrat, ko je v Bruslu bilo sprejetje evra, da na koncu je on naredil res nek preskok, žal pa so se potem tukaj zaloški kmetje razdrobili. In so šli vsak svoj pot, tako da nam je pol ostalo del zadruge, ki jo vodimo naprej. No, o tem bomo vsekakor več povedala v nadaljevanju. Omenil si veliko vašo družino, ampak najožja vaša družina, ne, ste pa 5 članov in torej tudi za nami vaša fotografija. Ja. Torej ob očetu in mami še brat in sestra. Ja. V bistvu brat je šel v vode zdravstva, tako kot mama je reševalc. Sestra je kozmetičarka, ima svoj salon. Tako da vsak ima svoje, ampak koliko je pa treba, naprimer v času trgatve, ker rabimo res veliko rok. Vsak par roka, ne? Tako, ja. Pol pa smo vsi skupaj v tem. Ti pa si najmlajši. Tako, ja. Super, so te kaj razvajali? Zdaj tukaj... So mnenja deljena. Ja, jaz osebno mislim, da mi ni več manjkalo, da ne morem reči, da je bil kakšen otrok prav res, da so kakšnem otroku več dali, kakšnemu manj. Vemo, da 3 otrokom ne moreš dati enako, da zmeraj kakšen izstopa malo. Včasih eden, včasih drugi, včasih tretji, ker ne gre na 3 dele, enake dele. Ampak če rečem, nisem bil zdaj, da bi bil prav razvajen, tudi brat ni bil,
tako da zdaj, da so bile prav kakšne razlike, težko reči. Ja. Tako. Zaključuješ torej 4. letnik, povej mi, je kaj treme pred koncem šolskega leta in pred koncem dijaškega življenja? Predvsem pa pred maturo. Tako, če priznam, je malo treme, tudi naprimer pri koncu 9. razreda, ker ne veš, kam greš naprej, ker ne veš, kako bo, ker ne veš, kako se boš znašel. Zdaj lahko je malo več treme, zato ker je Ljubljana, se moramo zavedati, da je drugače. Prej nisem šel od doma za srednjo šolo, sem imel v bistvu 10 minut vožnje. Tako da malo treme je, tudi pred maturo, ker mi smo prva generacija, ki bo imela v bistvu kmetijsko maturo čez celotno Slovenijo, ker prej vsaka šola imela posebej. Tako da smo pisali že poskusno, tako da imam že malo, kako bo izgledalo, ampak še zmeraj se moram zavedati, da še zmeraj je treba tu opraviti, narediti kljubico, da res zaključimo teh 4 leta in da gremo naprej. Na novo etapo. Tako. Je pa res, da je manj treme prav zaradi tega, ker na agronomijo, kamor tudi grem naprej, ni neke omejitve, tako da ne bojo rezultati tako pomembni. Ampak še zmeraj zase bi si želel, da čim boljše. Omenjaš smer agronomije v Ljubljani. Povej mi, si vse skozi želel vpisati na ta študij ali si vmes kolebal? Vem, da imaš pa še veliko drugih talentov, ne? In da te je zanimalo še marsikaj drugega. V bistvu jaz sem že od 9. razreda naprej vedel, da je agronomija, da bom šel na agronomijo. Je pa res, da med srednjo šolo v bistvu prvič sem zmontiral posnetek za 50 let poroke od None in Nonota. Tako da sta me ona dva, ker sem imela obletnico, da sem sploh začel in sem zelo hvaležen, da sem začel. Me je v bistvu začela zanimati tudi montaža posnetkov, tudi s tem se ukvarjam, tako za kmetijo delam veliko posnetkov, tako za agrovizijo, da v bistvu sem tudi mislil, da bom šel na multimedijo, ampak moram pa priznati, da angleščina mi ne gre najbolje, to pomeni, da je bila odločitev agronomija in bom želel čim bolj v kmetijski smeri čim več narediti. Ker če bi šel na multimedijo, bi imel še eno smer, ampak tudi za kmetijstvo, če bi želel v življenju nekaj več narediti glede kmetijske stroke ali kakorkoli, mi je agronomija zelo veliko bi prinesla. Omenil si spletno platformo Agrovizija, to si nedavno zasnoval. Čemu je pravzaprav namenjena in kaj želiš z njo doseči? Kakšne cilje imaš z njo? V bistvu mi v šoli imamo vsak 3. letnik, mora narediti neko projektno nalogo. Tako da sem si jaz prvič prav zasnoval agrovizijo prav tisti trenutek, ko smo mogli nekaj narediti. Ker sem rekel, da želim narediti nekaj drugačnega, da ni zmeraj, ker pri nas zmeraj bilo kakšno vino za narediti, kakšen tako že nekaj znanega. In potem sem tudi šel za projektno nalogo, sem šel v bistvu na Popre, ker sem prišel v polfinale. In tudi v Novem mestu, kar je univerza v Novem mestu, ki prireja tekmovanje, sem tudi prišel v finale in tako počasi sem to razvijal. Je pa res, da takrat sem imel namen samo, da bi agrovizija bila samo promocija kmetijstva, ampak vedno bolj se obračam, tudi malo me zanima kmetijska politika in me vedno bolj obračam to agrovizijo, zdaj, ker delam tudi za zaključno nalogo to, ne morem prav biti malo provokativen, se bom izrazil, ampak želim res na nek način pokazati neko nesmiselno zakonodajo, res neutralno, ker se mi zdi, da dosti ljudi začne delati, nekaj opozarjati in potem se prevrže v neko politično in potem zgubi to svojo nit in svoje v bistvu cilje, ki jih želi doseči, ampak res se želimo osredotočiti na zakonodajo, kaj je nesmiselno in v bistvu na to opozarjati, ne pa kdo je pravi, kdo ni, ker se mi to zdi nesmiselno. No, tukaj boš imel, sem prepričan, zagotovo veliko dela in veliko za postoriti. Pa greva, Jakob, zdaj zavrtiva kolesi časa nekoliko nazaj. Vrniva se v obdobje pred leto 1926. Vaša družina se je vse skozi ukvarjala z kmetijstvom, najprej celo z živinorejo, če se ne motim. Potem pa je tvoj praded Anton Slejko zasadil prvo trto. V bistvu, meni je najbolj smešno, ko rečem, da imamo 100 let kmetije, ker so vsi wow, samo včasih so bili vsi kmetje. Tako, da mi je to zelo smešno. Živinoreja itak je bila živinoreja, sadje, takrat so imeli vse. Takrat si mogel preživeti, nisi mogel, od vina se ne da živeti, vino je bolj za dušo. Drugače pa je Anton v bistvu pred letom 1926
je zasadil prvo trto. Mi slutimo, da je bilo kakšno leto 1910, da je bilo v bistvu tiste leta, ker mi to letnico 1926 obeležujemo v bistvu njegovo smrt, 100 let njegove smrti in 100 let, ko je naš moj praded Venceslav prevzel kmetijo pri 13 letih. Samo pri 13 Tako. letih. In v bistvu ta zgodba, mi smo se odločili za to letnico, ko je zadruga razpadla, zato ker ta zgodba je bila zelo znana po celotni vasi. Vsi so poznali to zgodbo, kako je že tako mlad postal glava družine in tako da smo potem se odločili za to letnico, ko je Anton preminil in letnico, ko je on s pogumom in vztrajnostjo peljal kmetijo naprej, ker je bil edini moški v družini. Tako da nam je ta letnica v bistvu nekaj večjega pomena, ker tudi moj tata je bil z Nonotom zelo povezan, ker pri nas je sistem tak, da vse se začne v vinogradu. Ko si mlad, greš, naprimer, ta glavni, tata je bil v kleti, delal v bistvu s traktorjem in to, mi kot majhni smo pa hodili z Nonotom v vinograd in isto tata. Tako da ta glavni vodi tukaj v kleti situacijo in vse to. In Nono pač pomaga v kleti, ker ni več toliko, pomaga v vinogradu, se pravi, čujem. In mi otroci zraven. Tako da je bil zelo navezan na Nonota. Nono je preživel takrat 3 vojne, 4 države. In da se je odločil tudi zaradi sebe, da mu neko veljavo in ta letnico posvetil v bistvu tudi njemu. Tako da tudi jaz, naprimer, sem delal z Nonotom in smo tudi na nek način tako navezani jedan na drugega. Ja, super. Se pravi, tvoj praded je potem začel tudi z uspešnim trženjem, ne? Tvoj Nono pa je vse skupaj nadgradil in tam okrog leta 1970, kot si mi omenjal, je začel s temeljito obnovo vinogradov s poudarkom na avtohtonih sortah. Tako. V bistvu zdaj so bolj tradicionalne, ne prav avtohtone. Res, da delamo zelo z velikim poudarkom na naših 2 avtohtonih sortah. Tukaj, če se vidi, v bistvu tukaj je zelen, je France Prešeren gor. Na Pineli imamo Primičevo Julijo, da v bistvu zelen kako bolj aromatično, Primičeva Julija kot bolj elegantno vino. In v bistvu, da damo nek poudarek na 2 avtohtonih sortah, da res imamo nekaj svojega. Res, da je bilo to kmalu, v bistvu, da bi te 2 sorti izumrle. Zelo malo, 1 hektar se mi zdi bilo Pinele, ampak zdaj govorimo 64 hektarjev Pinele in 84 hektarjev zelena, zato lahko rečem, da se spet dvigamo glede teh 2 vin. In kar okrog 35.000 trsov, če pogledate Ja. dobrih 100 let nazaj, prva trta, zdaj pa, kaj bi rekel, praded? V bistvu bi bil ponosen na to, da smo. V bistvu praded itak, ki je že opazoval to, je bil do leta 2008, je že videl to, da gradimo, ampak mislim, da se trudimo delati na tem in mislim, da ponosen bi bil tudi, meni zmeri pravijo, da kako pa imeti tako spoštovanje do prednikov, če jih ne poznam, zato ker mene zgodovina zanima, bolj me zanima zgodovina potem Slovenije, bolj se oža zgodovina mojih prednikov, tisto pa mi je te glavno in res poštejem, da v bistvu so toliko naredili za nas, da smo danes živimo tako, kot živimo, da imamo vse, ker so morali čez marsikatero krizo. In res, da pokažemo neko spoštovanje, mislim, da bi bili ponosni še posebej na to spoštovanje do njih, da jim res damo neko veljavo. Če omeniva zdaj še eno prelomnico, ki si jo ti že med pogovorom sam omenil, in sicer leto 1989, je tvoj Nono ustanovil prvo zasebno vinogradniško zadrugo v nekdanji Jugoslaviji. Drži? Tako, skupaj z okoliškimi kmeti tukaj. Tako so se združili v bistvu, da naredijo nekaj drugega. Da naredijo. Takrat je bilo problem, da je zadruga v Vipavi plačevala zelo malo za grozdje in pol so rekli, da tukaj se bodo združili. Najprej je bilo to, da bodo skupaj prodajali grozdje, da bodo nekaj skupaj naredili, da v bistvu preživijo, lepo preživijo. Tudi na televizijo so dali takrat reklamo. Je pa ta zasebna zadruga, če ste slišali letnico, ki ste jo izgovorili, je bila še v bivši Jugoslaviji. Vemo, da takrat ni bilo zasebnih zadrug. Tako da, kar me je Nono povedal, zjutraj so jo podpisali, ustanovili, popoldne pa je bil ta, ki me je podpisal, odstavljen, zato ker takrat ni bilo to dovoljeno. So pa na koncu uspeli in so do 2007 vodili to zadrugo skupaj. Danes je pa kako urejeno v tem pogledu?
Tržite pod lastno Tako je, blagovno v bistvu znamko, mi smo ne? prevzeli blagovno znamko takrat od zadruge, ki je Nono odkupil in ta blagovno znamko in v bistvu pol kleti smo dobili mi, pol kleti je dobil sosed, ampak se trudimo držati v dobrih odnosih, ker se mi zdi na koncu, da je to najbolj pomembno. Dober sosed je vreden več, kot pravijo, ne? Res, da je, Nono so v sporu tevi, ki so bili v zadrugi, ampak mi tega spora ne mislimo vleči naprej, ampak res narediti nekaj glede odnosov, se pogovarjamo se tudi za 100 let kmetije dogodek, ko bodo bili vsi povabljeni, razen tevi, ki so med seboj skregani, ker se mi zdi zelo pomembno, da držimo neke dobre odnose, ker denar je pomemben, ampak tudi odnosi so zlata vredni. No, to je dobro, da ugotovi človek že, ko je mlad, ne Ja. samo, ko je starejši, ne, Jakob. Tako, ko govorimo o blagovnih znamkah, ne, zdaj pri vas imate dve glavni blagovni znamki, če najprej omeniva tole, mislim, da je tudi tule v napisu. Tako je, Deadami. Najprej je blagovna znamka Deadami, ima v zadju svojo zgodbo, ne? Ja. Kakšno? V bistvu Deadami, to je prvi registriran vaščan v Zaloščah, Adami Klemše. In ker vemo, da tujina nima šumnikov, smo morali malo prilagoditi, tako da smo dali D, latinski gospod, Adami pa njegovo ime, tako da je Deadami v bistvu zgodba našega prednika. V Stari Gorici je zgradil tam, kjer je cerkev in tudi okoliške, ta stari del je zgradil, imel ogromno denarja, tudi za jezuitsko šolstvo. Najprej, ko so ga dali, so mislili, da je grob, ker je bil v bistvu vklesan v našo cerkev, njegov spomenik. Pol pa so počasi ugotovili, da v bistvu je bil zelo bogat, ampak ni bil pa prav, da bi rekli, da je bil grob. Je bil v bistvu poslan od takrat, se ne vem, ali je bilo cesarstvo, ne vem, kako je bilo, avstrijsko, je bil od tlele, kot je vodil en predel, je bil poslan od cesarja, ne vem, kaj je takrat v tistih časih bilo. Zdaj je pa še druga blagovna znamka, ne, ki je pa prav povezana z imenom vašega kraja. Tako. V bistvu Zaloščan, takrat mi imamo to Deadami več ali manj za buteljke, 0,75. Je pa zraven smo morali dati tudi nekaj za odprto vino, tako da v bistvu smo dali, takrat se je zadruga imenovala Zaloščan in so rekli, za odprto vino bojo kar to ime dali naprej, tudi za sok je Zaloščan. In v bistvu ta Zaloščan ima dve vini, ki so zalo belo, zalo rdeče, prav posvečen Zali, ki je v legendi takrat, kako je nastajalo ime naše vasi. Tebi vse vasi, ki so Naščan ali kakorkoli, so v bistvu izpeljanka iz imen. In legenda pravi, da je v naše kraje rada zahajala Zala iz Zgornje Vipavske doline in hodila v naše kraje, tako da smo pol se odločili, da tudi njej damo neko veljavo, ker lahko imaš neko blagovno znamko, samo da je, ali pa imaš neko blagovno znamko, ki da neko zgodbo, ki v bistvu popelje. Ne toliko zaradi tujcev, ker ne vsi razumejo, zakaj in kako, ampak bolj zaradi sebe, da lahko bolj v bistvu peleš to svojo zgodbo naprej. Zdaj veliko omenjava prednike tvoje, ne? Zdaj, tvoj oče Borut je predstavnik 4. generacije, ne? Ki nadaljuje to družinsko tradicijo. Zdaj pri tem seveda pomagate vsi družinski člani, sploh takrat, ko je treba. Kakšna pa je točno tvoja vloga pri vsem tem? Moj tata, kot sem že povedal, je več ali manj v kleti, na terenu, kar je vozi vino okoli. Jaz pomagam, kar je glede degustacij. V bistvu tudi kakšno degustacijo, ki je, grem tudi sam na njo, odkar imam izpit. To je kakšno leto, a ne? Ja. Drugače pa je moja vloga več ali manj promocija kmetije. Zdaj vsak ima svojo vlogo pri nas. Brat je več ali manj v bistvu zamenjal etiketo, v bistvu kartone nove, je nabavil dosti dela na tem, tudi vizualno glede kleti, kar tudi zdaj nekaj obnavljamo. Tata je več ali manj klet, kot sem že povedal, Nono je vinograd, zdaj Nono nekaj ne more, tako da tudi tam smo zelo dejavni vsi skupaj. Drugače sem pa jaz glaven za promocijo naše kmetije, glede družbenih omrežij, glede tega, da v bistvu predstavlja našo družino tudi preko teh video vsebin, da prikažem naše delo, kako delamo. Zdaj tudi za 100 let sem si zamislil, sem naredil podcast Nono tam in tudi v bistvu celotno zgodbo, da popeljem res ljudi, kaj vse se je dogajalo čez naših 100 let. Tako da imam eno podcast, potem so odseki za družbeno mrežo, drugo pa je 12 minut v bistvu, kako se popeljem čez celotno zgodbo, kjer tudi imam 12 odsekov, tako da vsak mesec pride sta 2 videa, da prav
o naši zgodovini. Jaz delam ogromno tudi zdaj za ta dogodek, 100 let. O tem bova še povedala Tako nekaj. je, ja. Tako. To. In to je moj glaven del, v bistvu vsak ima razporejen nek svoj glaven del, če mi je dober, pol pa itak se vključujemo eden drugemu, ker se lahko imaš nekaj, vodiš samo tisti del, ampak moraš potem iti pomagati, v vinograd pomagati posod in smo tudi aktivni. Vsak dela posod, tudi jaz če rabim kaj za posnet, me pridejo posnet, tako da so se pa težko, priznam, navadili na to snemanje. Na začetku je bilo brez veze, ampak zdaj, ko so ljudje začeli nas malo drugače, ne samo v bistvu ljudje, novi ljudje, ampak bolj s to promocijo, bolj v bistvu tisti, ki že kupujejo, jih držiš pri sebi, da v bistvu ne pozabijo na te. Je pa zelo tudi v vasi smo si na nek način malo dvignili, bom rekel, kar ugled, zato ker smo začeli kazati vse, kar je noter, ker če ne pokažeš, ljudje ne vidijo. Ja, seveda. To, kar človek dela, če človek lahko tudi pokaže, zakaj ne. Ja. Si pa omenil kar nekajkrat že Nonota, da je dejaven zdaj v teh letih ne v vinogradu, kjer ga tudi ti in brat najbrž opazujeta, kot vnuka, kaj vse počne. Je pa tudi zelo dejaven, oziroma še malo bolj v sadovnjakih, namreč imate kar nekaj breskev tudi. Ja, imamo v bistvu, on je tam glaven, jaz pomagam, v bistvu mu pomagam obrezavati vse. Ampak ima tisto načrec, kdaj bo kakšno pravilo narejeno, kdaj se bo kaj naredilo in v bistvu je tam trenutno najbolj aktiven. In tudi ima te paradižnike, jih sadi sam že 3. leto zapored, tako da so na okenski policiji v dnevni sobi tudi paradižniki, ki grejo ven, noter. Kot hišni ljubljenčki, ali? Tako je, ja. Tako da je zelo aktiven. Zdaj v bistvu letos ne more toliko več, počasi vse tako, ampak pri nas je temelj to, da ne glede na to, kaj je kakšnemu družinskemu članu všeč, kaj je, se v bistvu potrudimo kot cela družina, da mu pomagamo. Zato, ker vsak ima neko svoje veselje, vsak hotel ima svoje veselje, rečemo pri nas, in tudi, če nam ni najbolj delati v sadovnjaku, v bistvu bolj paradižniki, mu gremo pomagati prav zaradi tega, ker vemo, koliko mu to pomeni. Tudi tata, ki si kaj zamisli glede karkoli, tudi skočimo si v pomoč. V bistvu imamo da tudi če je, naprimer, ne glede na to, koliko nam je všeč, da res se podpiramo, si pomagamo, da res na koncu, če ima nekdo neko veselje, da mu res damo neko tudi veljavo s tem. Tudi jaz zasnemati, tudi tata je se posnel, tudi Nonota se s tem podcast, v bistvu jim ni bilo najbolj všeč, ampak so se pa potrudili, zato ker vejo, da meni to zelo pomeni. Za neko skupno dobro, ne? Tako je. Zdaj, ko omenimo 35,000 trsov, na koliko površinah pravzaprav rastejo in koliko vinogradov pravzaprav imate, ker tu si predstavljam, da ni vse na kupu na enem mestu. Vemo, da je tukaj Slovenija in da je Slovenija ima prav s tem probleme, razdrobljenost parcel. In v bistvu imamo govorimo na 7 vinogradih, 6 hektarjev, oziroma 8. V bistvu obdelujemo 13 sort vinske trte, imamo različne mednarodne, tudi zelen pinero, kot sem že prej povedal. Delo je sigurno, ampak je pa res delo, ki ga delaš z veseljem. Tudi včasih vemo, da ne glede na to, kam greš delati, so neka dela, ki so ti bolj všeč, neka manj, ampak na koncu pa se mora narediti vse, da je pol tisti rezultat, ki si ga želimo. Tvoje najljubše delo v vinogradu? Moje najljubše delo v vinogradu je neobrezovanje trt, zaradi tega, ker obrezovanje je mraz. Poleti je treba zgodaj vstajati, ampak se vstane, ni problema. Drugače, najbolj je vezanje v bistvu šparonov, ker so položno, zato ker takrat je že malo bolj toplo, ker moramo počakati, da v bistvu pride voda, da se začnejo trte solziti. Temu se reče, da v bistvu iz korenin pride voda in začne tudi kapljati tam, kjer so bile odrezane. In mi je delo to najbolj všeč prav zaradi tega, ker res ni toliko več mraz, ni toliko toplo in tudi celo lahko lepo v meri naredi. Pa še s kom zraven v bistvu, ali z Nonotom ali s komerkoli.
Če sem iskren, v vinogradu rad delam sam, da sem prav v miru, Mhm. ampak z veseljem tudi gremo vsi skupaj, da je delo čim prej končano. Tako. Če povprečno letina, kako dobro obrodijo vaši vinogradi? V bistvu na trto 2 kg, kar pa je naprimer za odprta vina tudi do 3. Tako da smo se trudili imeti kakovostno grozdje, ker vse se začne v vinogradu, pol v kleti. Sej se da regulirati, ne, ampak si sami ne želimo posegati v vino z različnimi snovmi, ker se nam to ne zdi. Če ni treba, ni treba. Če se da kako drugače rešiti neko situacijo, rešimo že v vinogradu, da potem pride res kakovostno grozdje v klet, da pol naredimo res vino, da nima nekih primesi noter. A ljudje bolj posegajo po belih, rdečih vinih? Bela vina so bolj lahka, rdeča bolj težka in bela vina seveda gredo bolj. Rdeča vina mi, dosti ljudi, tudi ker smo dobili enega, ki bi kupil, v bistvu prodaja naprej tudi vina, je nas prav prosil v bistvu po rdečih vinih, da jim damo starana vina, ker drugo vse zapolnjeno. Ker mi imamo to posebnost, da glede rdečih vin imamo od barikov do različnih, skoraj vse rdeča vina so v sodi. Imamo odprto rdeče, ampak res malo, ker ne gre, ker ljudje ne toliko pijejo. Tako da imamo od letnika Merlot 2018, modri pinot 2015, 2-3 barik, pol imamo tudi arhive, pol imamo tudi Cabernet Sauvignon 2017, najmlajše vino, ki je trenutno v eni letnik 2022, rdeče. Tako da res gremo v ta bolj starana vina. Da smo v bistvu, ti si lahko vinogradnik, ampak včasih moraš biti tudi malo bolj drugačen, da v bistvu da te ljudje bolj prepoznajo in da loviš to ciljno publiko, ki nima dosti tega, naprimer glede staranih vin nima veliko vinogradnikov, tako da potem se malo tudi temu prilagodite temu, seveda. No, z vašimi vini in vašimi vzorci sodelujete tudi na domačih in mednarodnih tekmovanjih oziroma ocenjevanjih. Na katero priznanje ali nagrado pa ste najbolj ponosni? Vem, da ste lani tekmovali tudi v Združenih državah Amerike. Tako je. Prejšnje leto v bistvu smo, takrat je prav bilo zbiranje vzorcev po Sloveniji in so šli z letalom v Ameriko. Tako da smo dobili 3 nagrade. Merlot 2018, modri pinot 2015 in še Sauvignon. Tako da smo res ponosni na to, ker 3 vzorce smo dali, 3 smo dobili in v bistvu sem zelo ponosen tudi na tatu. Res, da na začetku priznam, da nam ni najbolj teklo, ampak je zdaj v teh letih res dobil nek tak drugačen tudi pristop, da nam res te stvari tečejo. In vam tudi vse skupaj daje zagon za nadaljnje delo. Seveda, tudi res, da je, da mi si od nekih rezultatov, ker ne bomo spali na lavorikah, Seveda. ampak ti pa res dajo neko. Najbolj sem vesel, da tatu dajo nek ta zagon, ker res je vložil v kmetijo ogromno, tudi takrat, ko je zadruga, ko je bila situacija, kakršna je bila. In je res vložil veliko energije in sem zelo hvaležen tudi on, ne glede na to, koliko je imel doma, je tudi šel pomagati prijateljem drugim, naprimer za stojn in to. In sem vesel, da sem mu na koncu te stvari vračal in da so zdaj res, da smo na nekem vzponu. Ja, torej oče Borut, kot so rekla, predstavnik 4. generacije, potem ste zdaj tu vidva z bratom, recimo, ste se že dogovorili, se pogovarjate o tem, kako bo šla vaša vinogradniška kmetija naprej, kdo bo prevzemnik? V bistvu moj brat zelo uživa v svoji službi kot reševalc. To lahko rečem, da res počne iz srca, ker sem vesel, da tudi sestra ima neko delo, v katerem uživa. Zdaj načeloma sem jaz tisti, ki bom to peljal naprej, ampak res, da imamo rad ljudi okoli sebe, da to stvar v bistvu speljemo skupaj naprej, da naredimo neko, itak takrat bomo obrali novo poglavje, ampak vem pa, da tata je še mlad, tako da se še ne prav, da bi, jaz sam pravim, dosti ljudi, ker če imaš kmetijo, pri nas tudi velja to v razredu, če imaš kmetijo, obstaja kmetija, nič drugega. Sam pa v to ne verjamem. Pri nas, jaz sem prvi, ki sem prav izobražen, bom rekel kmet.
Moj nono je bil naprimer direktor, takrat, ko so tiskali knjige in je tukaj delal, šel je tudi študirati v tistih časih. Moj tata je bil mehanik in potem lahko rečem, da pri nas ne velja to, da takoj začneš in se zaganjaš v kmetijo, ampak da vidiš prvo svet okrog sebe in pol, ko pride pa situacija, ko moraš priti v kmetijo, takrat pa jo moraš zagrabiti, ker drugače gre v nič in ti je na koncu škoda, zato ker je res toliko dela bilo vloženih od prednikov od vsega, da na koncu to kmetijo primeš. Tako da jaz se vključujem tudi v različna društva. Malo kmetija res, da malo trpi, ampak iščem neke izkušnje, iščem poznanstva po celi Sloveniji, da v bistvu na dolgi rok to gre lepo in res v bistvu tudi neke svoje druge interese izrazim. Tako da sem aktiven tudi na drugih področjih, kar se mi zdi meni osebno zelo pomembno, da grem izven svojih okvirov in koliko bo čas za kmetijo, da takrat primem. Ko te takole poslušam, vidim, da čeprav si razmeroma mlad in ko pogledaš na 100-letno zgodovino vaše kmetije, kateri trenutek se ti zdi najbolj pomemben, najbolj prelomen v vaši zgodovini, ki bi tudi ključen? Nekaj si jih naštel, pa vendar, kako pa ti gledaš na te prelomne trenutke? V bistvu prelomen trenutek je 1926, ko je umrl Anton in pri 13 letih, ker res je neko spoštovanje do prednika. Če pa zdaj gledam na velikost naše kmetije, pa lahko rečem, da je prelomni trenutek takrat, ko smo se zaloški kmetje povezali in šli skupaj v zadrugo. Tako da smo leta 1989 res lahko štejem kot prelomen trenutek, ker res takrat je zaživela ta zgodba, ki jo zdaj, če priznam, tudi peljemo v bistvu naprej. Eni so se odločili, da pač zaprejo tisto, kar so imeli od vinogradov, ker vsak imel nek vinograd v lasti. Mi smo se pa odločili, da to gremo naprej, tako da gremo. Kako pa gledaš na te svoje prednike? Omenjaš Antona, pa Venčeslava, pa potem spet nona Anton, pa očeta Boruta. Ko gledaš vse te svoje predhodnike in govoriš tudi o tem spoštovanju, o tej predaji znanja, tradicije naprej, kako gledaš na njihove odločitve, na njihov trud, da so pripeljali danes vašo kmetijo do te stopnje, na kateri je? Res, da moram priznati tukaj, da je treba gledati široko sliko, zato ker se moramo zavedati, da v tistem danem trenutku ni bilo, kakor zdaj, ko jaz gledam za nazaj, kaj je bilo vse. Ni bilo vse rožnato, ne? Ni bilo vse rožnato. Tudi, ko si ti v nekem trenutku, naprimer, ko je neka kriza, ti ne vidiš krizo, v kakšni krizi si, dokler ne priješ iz krize in pol pogledaš za nazaj. Tako da težko rečem, marsikaj je bilo tudi narobe, če zdaj gledamo za nazaj, ampak v tisti dani situaciji je težko vedeti točno, kaj je prav, kaj je narobe. Vem pa, da ne glede na kar se je dogajalo, takrat tudi, ko je zadruga šla na svoje, so se vsi trudili, bili vsi skupaj, delali vsi na tem in tudi ne glede na to, ker tisti, ki dela, tudi greši, sam pravim. In lahko rečem, da vsaka napaka nas je nekaj naučila, vsaka napaka verjamem, da nas je tudi kaj stala, ampak lahko rečem, da sem hvaležen, da zdaj smo tukaj, kjer smo in da zdaj peljemo to stvar naprej in kar je bilo in gremo naprej. Torej, leto 2026, pomemben mejnik v 100-letnici vaše kmetije in 18. aprila na soboto pripravljate en velik slavnostni dogodek, kjer imaš ti zelo pomembno vlogo. Nekaj si že omenil, kaj vse pripravljate, pa če v nekaj stavkih morda opišeš, kako bo izgledal, kako boste obeležili letošnjo 100-letnico. Letos sem v bistvu že prejšnje leto, je bil začetek vse, da sem si zamislil, v bistvu, kar je organizacije imam jaz na črez. In sem se odločil, da ne želim zdaj, ker vsi, kar imajo kakšno mejnik, je harmonika in pride ljudje in je žor. Jaz pa sem želel biti drugačen. Junija sem tudi zmontiral posnetek, kjer opisuje našo zgodbo z igralskimi prizori v narodnih nošah goriških, tudi celotno zgodbo, naprimer, kako smo zasadili prvo trto, kako je z volom vozil v Trst. Naprimer, takrat Venceslav, kako smo šli v zadrugo. V bistvu vse zastave sem dobil, na Bohi priznam, avstro-ogrsko zastavo sem kupil, da res smo pokazali to čez 5 minut, kaj vse smo doživeli.
Tako da bo premiera tudi filma 18. aprila. Drugače pa sem si zamislil, da bo uradni del, tako da sem pevski zbor vključil, pleh muziko, tukaj imamo folklorno skupino Gartroš. Zdaj me je potrdila tudi folklorna skupina iz Italije, s katero smo tudi s folklorno skupino Gartroš, kjer sem jaz tudi član, povezani od GO25 in sodelujemo. V bistvu neko, ker moramo se povezovati. Stara tudi Gorica, na Nova glasbenem Gorica. področju, ne? Ja. Tako, ja. Ker mislim, da kar je bilo med vojno. Sam gledam tukaj na to, da ne glede na kakšni strani je bilo ok. Zavedati se moramo, da v tistih danih situaciji, če ti je držal puško na glavo, si šel s tistim, kjer si videl preživetje. Tako da se tega res držimo tudi v folklorni skupini in res držimo neko povezanost med seboj, tako da bodo prišli tudi oni, bojo ok zaplesali in bomo v bistvu naslov te stoletnice je 100 let pod 4 državami. Tako da bojo tudi Avstro-Ogrsko zaigrano, kako je šlo v vojno. Takrat Anton, kako je bilo švercanje tukaj, Italija, Slovenija. Tako da bo res nek dogodek, v bistvu 1:20 ur bo celotna zgodba z različnimi pesmi, ter ta mojih dni od ime očeta, da res prikaže neko tradicijo, neke vrednote in v bistvu jaz bom vodil besedno in potem bojo prišli gor, bojo zapeli tisto, v bistvu, da se res povezuje, da imamo neko nit in da potem speljemo res na nek tak kulturen način. Tudi predsednik krajevne skupnosti bo imel govor, tako da res čim bolj kulturno, kar je ta del. Potem pa bomo imeli Vipavski kvintet, nam pride igrati, tudi DJ-ja imamo v družini, ta sta od brata. In je pa res, da smo se zdaj 2 dni nazaj odločili, da bomo tudi zasadili oljko, v bistvu za to stoletnico. Tako da bomo tudi to imeli, v bistvu, da zasadimo nek nov sad, ki bo rasel naprej. Da se bo vedelo, ob kateri priložnosti je pa posajena. Tako. Govoriš o filmu, ki si ga tudi izdelal za vašo stoletnico, pa za ta film si prejel tudi eno priznanje. Ja, v bistvu tata je dobil priznanje za ambasadorja znanja. Lahko rečem, da smo zelo ponosni na njega, ker tam so bili tudi bivši predsednik vlade od Makedonije. Tako da je res nek tak dosežek. Jaz pa sem v bistvu referenco prejel od Norvežana, v bistvu za celoten video, ker je tudi v angleščini govorjeno. Sem dobil nekoga na spletu, kjer so tisti, ki govorijo in smo plačali, v bistvu, da nam je prebral. Tako da mi je dal v bistvu ne samo za video, je rekel, da video je odličen, ampak tudi za to, kako se popelje v bistvu, kako se pokaže neke vrednote naše družine do prednikov in tudi prikazano ne samo zgodovinsko, ampak da je res nekaj pol za naprej, ker ta film ostane. Ta film ostane tudi za naprej, za naše za vaše zanamce. Tako. In mislim, da sem tudi zelo ponosen, da je videl v bistvu v tem nek potencial, da je res ne samo neka zgodba, ne samo neka promocija, ampak res pokažemo neko spoštovanje do ljudi, ki so, kot sem že prej rekel, ustvarili življenje, ki ga imamo danes. Jakob, vse skozi seveda govoriva o vinu, o žlahtni kapljici. Mimogrede, seveda moramo govoriti v tem kontekstu tudi o kulturi pitja, o zaveščenosti mladih, ne samo mladih, tudi starejših, pitje, odnos do pitja, vožnje pod vplivom alkohola. Kako ti kot predstavnik mlajše generacije gledaš na ta odnos mladih do pitja, pa tudi vemo, v slovenskem DNK-ju je to, da smo pač vinski narod, pridelujemo torej vinom. Kakšen pa je tvoj odnos do tega? Moram priznati, da zdaj smo še mladi, tako da žurke so. Je pa res zdaj odnos do pitja in vožnje. Tukaj vidim, da je ogromen problem pri mojih vrstnikih. Problem je to, da se ne zavedajo posledic. Mi smo tudi izgubili enega v bistvu družinskega člana, ampak na drugi strani družine, prav zaradi tega, ker je bila prometna nesreča in to. In v bistvu odnos do pitja je to, da smo še zmeraj vsi v strahu, ker je to izkušnja, ki ti ostane. Jaz takrat nisem bil še rojen, ampak je to šlo tako naprej v bistvu, da
kadar voziš, ne piješ. In ogromno mojih vrstnikov se tega drži. To ne bom rekel, da se ne. Je pa kakšen posameznik, ki pa ga ne briga. Sam verjamem v to, da dobro, če si sam v avtu, ok, si kriv sam, ne, za svoja dejanja. Ampak da nastrada nekdo zaradi tebe, je to travma, ki te tepe celo življenje. Že tako se lahko zgodi nesreča. In mislim, da tukaj si moramo jasno reči, alkoholu ne med vožnjo. Je pa res, da zdaj kar dosti beremo o tem, da bi pa povedali, v bistvu, da bi zelo močno omejili alkohol. Mislim, da je prevelika ta kultura pitja pri nas, da to ne bi šlo. Lahko se spodbuja, glede vožnje, glede vsega. Jaz sam verjamem, da alkohol je kot vsaka stvar, kot naprimer tudi umetna inteligenca, ne? Dokler je pametna uporaba, gre vse lepo. Polka, ko pa pride povsod so neke stvari, ki so slabosti, ampak mislim, da moramo spodbujati to pametno uporabo alkohola. Mi tudi v družini smo imeli probleme s tem. Marsikdo se bo presenetil tudi, da rečem, da vsi, ki so bili vpeti v klet, ni nobeden bil s tem probleme, zato ker imaš nek drugačen odnos. Nek drugačen odnos je to, da si ti v kleti in da ti non-stop teče vino. Je brez veze. Ga imaš non-stop, ga imaš že do vrha, vsej, ko greš na žur, piješ vino, ne? Ampak ti ni toliko, zato ker ga imaš pred nosom. Rečem lahko, da je na nek način brez veze. Tako da pri nas imamo zelo veliko teh kriz, tudi se bojimo, pravimo, da imamo to malo v genih, ampak smo čez te krize šli skupaj, jih 3 premagali, kar je na koncu pomembno tudi, da smo rešili situacijo in da, kot sem rekel, znamo stopiti skupaj in da smo tudi čez to šli. Praviš, da se rad podružiš, da se rad zabavaš z vrstniki, plešeš pa tudi v folklorije, ne? Se pravi, ti nastopanje ni tuje. Ne, nastopanje mi ni tuje, tudi govorjenje. Ja. Vidimo, ja. Si se navdušil sam nad folklorom ali je kdo od tvojih družinskih članov že bil aktiven folklorist? Nobeden je od članov. Jaz si utiram neke svoje poti. No, bravo. Marsikdo mi gleda, zato ker sej je neke poti so utrjene že ob rojstvu. Družina, vse to je utrjeno, ampak ne maram nobeno slediti. Imam ta, da v sebi, da ne glede na situacijo, ne maram hoditi za nekom in delati to, kar on. Zmeri sem rad malo izstopil, ampak naprimer, da če nekdo nekaj naredil, to ne pomeni, da on še jaz nekaj naredil. Zato, ker sem sam svoj, dovolim to si dosti narekovati. To se radi jezijo doma, ampak če rečem zdaj na vse, kar sem naredil, je prav ta moja lastnost pripeljala do tega, zato ker sem zmerni upornik. Zmerni upornik, ja. Tako, da res imam svoje in tako sem polčo začel folklorno skupino. Jaz sam sem v osnovni rad igral v kakšno predstavo, ki je bila. Res, da sem imel pol malo krize z nastopanjem, malo samozavest mi je padla. In pol sem v bistvu vstopil v folklorno skupino, res, da ne pojem. V bistvu pa se rabijo ponovadi več plesalcev. Tako je, pol plešem. In res v bistvu uživam, ker je ohranjanje neke dediščine naših prednikov in na koncu, zakaj pa ne, ker mislim, da že tako društvo, zdaj smo se združili tudi z italijanskim društvom, kjer nas je malo, ker ljudje se za to ne odločajo. Ampak sem res vesel, ker so poznanstva, je druženje in tudi potem ples in igranje in mislim, da v tem uživam. Torej imaš priložnosti za zabavo in druženje več kot dovolj, ne? Tudi ob letošnji stoletnici vaši, ampak Jakob, najprej pa uspešno opravljena matura, ne? Ja, seveda. To je zdaj glavna tematika. Oziroma po dogodku. Po dogodku, ne, ja. Potem pa po maturi pa spet druženje in prijateljstvo, tako kot se šika. Ja. Tako. Jakob, najne minute za pogovor so se počasi iztekle. Jaz ti želim, prav tako tudi vsej vaši družini, da bi še naprej uspešno in pogumno razvijali in pisali vašo družinsko zgodbo. Vse do naslednje okrogle obletnice, ne? Ko bodo morda ob podobnem intervjuju
na najnih mestih stali ene druge osebe. Tako je. Tako da res vse dobro in obilo uspeha in veselja pri delu še naprej. Super, hvala. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci. Veste, da eden od pregovorov pravi: v vinu je resnica, in resnica je tudi ta, da bomo v novi epizodi z našim podcastom Mladost na kmetiji z vami spet čez 14 dni. Hvala, ker ste nas spremljali tudi tokrat.